Ker mislim, da je Iran pripravljen ohraniti recimo stopnjevanje z Združenimi državami in ga omejiti na raven gospodarskega območja v Hormuški ožini in v Perzijskem zalivu. Kaj to pomeni? Pomeni, da do zdaj Američani in ni nikogar, ki bi napadel znotraj 100 kilometrov v notranjost proti severu zalivskega območja, proti Teheranu in dve skupini ciljev. Jedrska in energetska infrastruktura. Dokler to ohranjajo in je to potrebno za upravljanje ali za njihovo vodstvo danes, da popravijo vso škodo, imajo razvoj škode. In da to ohranijo na tej strani, še vedno ohranjajo isti scenarij. To, da z intenzivnim napadom na Jordanijo pošiljajo sporočilo Izraelu. Blizu smo vas. In kaj to pomeni? To pomeni, da ko smo blizu, vas lahko premagamo. Bodite pripravljeni, vendar še nismo tam. Drugič, Iran se tudi ne bi rad vrnil k povezavi med Libanonom in Iranom. In še vedno to držimo zunaj ali pa delimo. To je prednost za Izrael in tudi za Iran do zdaj, ker so Iranci zaposleni sami s seboj. Potrebujejo denar, potrebujejo svobodo plovbe svojih ladij. In zelo jasno je, da Združene države še vedno sledijo cilju, da tovrstno vojno končajo z dogovorom. Ampak Izrael čaka in Iran ve, da bo v trenutku, ko bo prišlo do kakršnihkoli aktivnosti z Izraelom, mi se umikamo. Tudi z vojaškimi ofenzivnimi dejavnostmi, jedrskimi in zelo pomembnimi cilji, ki se nanašajo na tesno povezavo z energetskimi viri Irana. In Iran ima veliko za izgubiti. Medtem ko ZDA še naprej bombardirajo te cilje v Iranu, so se pred kratkim pojavila nova poročila o diplomatskih prizadevanjih, ki naj bi se v prihodnjih dneh odvijala v Islamabadu. Kaj ste izvedeli, Ariel Osseran? Da visoka iranska delegacija, ki jo vodi iranski notranji minister, bo od jutri 2 dni v Islamabadu, kjer se bo srečala z visokimi pakistanskimi uradniki. Običajno pakistanski notranji minister prihaja v Teheran. Tokrat je obratno, verjetno zato, da malo popestrijo stvari in preverijo, ali lahko dosežejo kakšen preboj. Na koncu je Pakistan odločen, da poskuša rešiti, kar se še da rešiti iz memoranduma o soglasju, katerega pobudnik je bil Pakistan. Omeniti moramo tudi, da so bili vpleteni Katarci in možno je, da se bo, če jim v Islamabadu ne uspe, vse skupaj preselilo v Doho. A na koncu posredniki opazujejo, kako jim prizadevanja pred očmi razpadajo. To vidijo. Kar se je začelo z Iranom, ki je ciljal na trgovska plovila v ožini Hormuz, v nasprotju z memorandumom o soglasju, v katerem so se zavezali k 60-dnem miru. Niso se mogli zadržati 60 dni. Preprosto so morali napasti ta trgovska plovila. In prav to je spodbudilo ameriško povračilno akcijo. In Iran to stopnjuje vse, od takrat. Torej, Iranci bodo šli v Pakistan, da pokažejo, da sodelujejo pri teh diplomatskih prizadevanjih. A na koncu, kot je opisal May, medtem ko je politični vrh pripravljen sodelovati v diplomaciji z Združenimi državami, Abbas Araghči, zunanji minister, je danes dejal, da je treba pogajanja z Združenimi državami nadaljevati, tudi če obstaja le 10% možnost za uspeh. Vojaški vrh ima popolnoma drugačne ideje in nadaljujejo z zaostrovanjem. Zdaj govorili smo o 8 zaporednih dneh ameriških napadov. Samo opozorilo, prihaja 9. noč napadov. Rad bi nekaj dodal. Mislim, da se zdaj soočamo s situacijo, kjer se pogajanja nadaljujejo, vendar se nadaljujejo medtem, ko je okoli njih ogenj. To je formula, ki jo je izbral Trump, da bi nadaljeval in pripeljal do konca dogovora, ne da bi se ukvarjal z drugimi vprašanji. In države, kot sta Pakistan in Katar, v tej vrsti formule ali mehanizma opravljajo recimo nalogo, za katero bi raje videl, da je ne bi. Ker škoda, ki jo povzroča Katar, po mojem mnenju, ni nič boljša od tiste, ki jo povzroča Iran. Katar je katalizator, ki prinaša vse slabe stvari na Bližnji vzhod in upam si reči tudi v svet, ker na svoj način na eni strani dajo denar teroristom in gradijo sile. Na drugi strani pa delujejo kot koordinatorji za druge.
Tako so na ta način Združene države Amerike, žal, še vedno tam s to formulo, ki je po mojem mnenju do zdaj že spodletela. Wall Street Journal danes poroča, da je Iran razvil visokohitrostne rakete, ki so sposobne manevriranja med letom, da obidejo ameriške obrambne sisteme. To vzbuja zaskrbljenost, da bi Teheran lahko prejemal pomoč pri ciljanju strani Kitajske in Rusije. Ariel Oseran, kako velik razlog za skrb bi to bil, če bi bilo to res? A vendar to zagotovo kaže na dejstvo, da iranske zmogljivosti še vedno obstajajo po vsem tem času. Ja, poglej, Benita, to ne bi bilo prelomno, če bi bilo res, ker na koncu vemo, da je tako. Iran prejema pomoč Kitajcev in Rusov, Rusi pa jim pomagajo z obveščevalnimi podatki pri ciljanju, Kitajci pa z različnimi komponentami za izdelavo njihovih balističnih raket. Tako bi to poročilo, čeprav je v skladu s temi skrbmi, pomenilo, še večji porast ali bolj pomemben korak v tej smeri. Toda to se spremeni dejstva, da Iran uporablja oziroma se zanaša na tiste, ki jih imenujejo njihovi zavezniki. Ampak če bi bili res njihovi zavezniki, bi se borili z ramo ob rami, tako kot sta to storila Izrael in Združene države. Tako delujejo pravi zavezniki. Ko pa gre za Iran, veš, Kitajci in Rusi jim poskušajo malo pritisniti nanje, ne pa do konca, ker vedo, da če bi se neposredno vključili v ta konflikt, bi to zanje izgledalo zelo slabo. Na koncu, veš, to vemo. Kljub znatnemu zmanjšanju iranskih zmogljivosti za proizvodnjo raket in temu, da so bila nekatera njihova skladišča, kjer hranijo rakete, zadeta, še vedno ohranjajo sposobnost izstrelitve. To zdaj vidimo. To bi lahko bil še en razlog, zakaj ne napadajo Izraela. Ker želijo ponovno prilagoditi svoje ofenzivne zmogljivosti v odnosu do Izraela. Nekaj, česar jim ni treba storiti pri ciljih na krajših razdaljah in v sosednjih državah. Skratka, vidimo, da Iran še vedno ohranja ofenzivne zmogljivosti, ki bi lahko dosegle Izrael, zato se Izrael pripravlja na vse scenarije in na takojšnjo vrnitev k vojaškim operacijam, kot je danes opozoril Eyal Zamir, načelnik generalštaba izraelskih obrambnih sil.